Stay sick with you, but there's too many eagles left. Call it sin, you call it whatever. Eating deep inside of you, and for me it's all I ever do. Danes na testu gostimo Honda Accord 2.2 i DTEC. Gre pravzaprav za evolucijo prejšnje generacije motorja z 2.2 litra prostornine in pa seveda za popolnoma novo Honda Accord, ki je v primerjavi z predhodnico pravzaprav še za odtenek bolj športna. Mogoče celo tako športna, da bo kakšnega konzervativnega kupca, ki je predvsem pri Hondi videl zanesljivost, celo odvrnilo od nakupa. Čeprav gre za popolnoma novo generacijo, je oblika zunanjosti ostala dokaj podobna tistemu, kaj smo imeli možnost videti v prejšnji generaciji. Pred mano, spravi v motornem prostoru, je skrit 2.2 litrski štirivaljnik, ki je pravzaprav evolucija prvega Hondinega dizla, ki so ga predstavili pred leti. Pri Hondi so sicer dolgo vztrajali pri bencinskih agregatih, a jih je situacija na trgu pripeljala do tega, da so se morali odločiti tudi za dizelske agregate. Aktualni motor sicer ni nič posebnega, kar se same moči tiče, saj ima 110 kW oziroma 150 konjev. Čeprav konec leta oziroma v začetku prihodnega leta ne bi prišla na trg tudi različica z 180 konjskimi močmi, pa vendar ta motor čisto zadostuje za povprečne uporabo poslovnega uporabnika. Podvozje je čvrsto, kot smo pri Hondah navajeni, in dejstvo je, da se Honda Accord tudi tokrat zelo dobro pelje. Morda je malce razočaral predvsem zvok motorja, ki se v kabinu sliši bolj kot pri prejšnji generaciji, predvsem pri pospeševanju v drugi in pa tretji prestavi. Menjalnik je dovolj športen in prepriča s kratkimi hodi. Pri Hondi so se odločili, da bodo poudarjali predvsem prestiž in varnost. Od prestiža lahko vidite, da sedimo v sedežih, ki so prevlečeni z usnjem. Armaturna plošča prav tako ponuja zelo kakovostne materiale. Pri varnosti pa je na krovu cel kup pomagal, ki jih pri večini konkurence še nismo navajeni. Tako recimo poseben sistem LKS skrbi, da ne zavozite iz linije. Potem tudi adaptivni tempomat je na krovu zato, da vam pomaga držati razdaljo do predhodno vozečega vozila. Seveda pa je del serijske opreme tudi ABS in pa ESP, ki ga pri Hondi poimenujejo s kratico VSA.
Na koncu koncev Hondo si kupite zato, da jo boste radi vozili. In ta Accord je takšen.